Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Danes na prvi šolski dan so v Kranju slavnostno odprli prenovljene prostore nekdanje trgovske šole na Župančičevi ulici 22, kjer odslej poteka pouk učenk in učencev prvega in drugega razreda osnovne šole Jakoba Aljaža. Gre za eno največjih letošnjih naložb v mestni občini Kranj. V novi stavbi je v pritličju in prvem nadstropju urejenih 7 učilnic, kabineti in zbornica. Kot je na otvoritvi dejala vršilka dolžnosti ravnateljice magister Helena Mazi-Golob, gre za vesel dan za vse. Šolica, v katero bomo čez nekaj minut stopili, tako kot matična šola, seveda nosi ime po velikem Slovencu, duhovniku in skladatelju Jakobu Aljažu. Ko je nekoč podobno kot vi danes stal pred veliko ljubljansko šolo, so mu rekli: "Gospod boš." In res je, kot piše v eni od njegovih črtic, že tedaj čutil, da ga čaka pot, na kateri bo treba imeti srce, pamet in tudi malce gorenjske trme. Ti zidovi tule za mano so nekoč obdajali računice in blagajne, zdaj pa bodo čuvali vas, vaše zvezke, risbe in pesmi. Iz prodajalne znanja je po dolgih letih truda mestne občine Kranj, nekdanje ravnateljice Lucije Rakovec in njenih predhodnikov ter vsakovrstnih strokovnjakov in mojstrov nastala prijetna učilnica življenja. To ni le stavba. To je tako rekoč vaš drugi dom, v katerem se boste učili prvih črk, sanjali in rasli. Toda nobena stavba, čeprav prijetna na oko, ne more biti takšna, če v njej ne prebivajo srčni ljudje. Da bo tudi naš Aljažek, kot tej stavbi zdaj ljubkovalno rečemo, postal prijeten hram učenosti, vam polagam na srce 10 nasvetov, pa ne suhih, kakor kakšen star račun v trgovski knjigi, temveč polnih življenja, kot hruške, ki jih je gospod Jakob Aljaž nekoč nosil v žepu na pot v Ljubljano. Spoštujte vsakega človeka. Naj bo vaš pozdrav prijazen, kot da bi ga pravkar prinesli Šmarne gore. Veselje nad pridobitvijo je izrazil tudi župan mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec. Spoštovana vršilka dolžnosti, gospa Helena Golob-Mazi, hvala lepa za lep nagovor, hvala lepa tudi za teh 10 zapovedi, ki veljajo tudi za nas starejše, ne samo za otroke, ki bodo zakorakali v tole res lepo prenovljeno osnovno šolo, torej učenci prvega in drugega razreda. Dobrodošli tukaj v res najnovejši šoli, kar jo imamo v Kranju. Danes sem bil že na eni otvoritvi na osnovni šoli Helene Puhar. To smo se zadnjič hecali tukaj, evo. Helene Puhar, no in moram priznati, da tudi tam imamo ogromno novih učilnic, kabinetov, skratka. Delamo v Kranju, naslednja šola, ki se gradi oziroma dopolnjuje, je podružnična šola Franceta Prešerna, tamle na Kokrici, in za vse tiste slišim tukaj kar nekaj otroških jokov, bomo že letos verjetno podrli tiste vrtec Sonček in začeli graditi novega, tako da v roku leta pa pol lahko tam pričakujemo res nov 7-oddelčni vrtec. Ampak danes smo tukaj na tem mestu, investicija, ki nas je stala približno 3 milijone evrov, tega smo uspeli iz evropskih skladov dobiti 2 milijona. Boste videli, res izredno lepa šola. Predvsem vas za otroke pa dejansko danes je zelo, zelo pomemben dan. Jaz takole, kar sem župan 7. leto, se vedno spomnim, kako je bilo moj prvi korak v osnovno šolo Franceta Prešerna. Danes se še vedno živo spomnim in potem tudi vsako leto moram priznati, da sem bil izredno vesel, da sem prišel iz šole v šolo in iz šole. Počitnice so se končale in verjemite mi, da bodo naslednje počitnice zelo, zelo hitro prišle. Tako da danes boste vse prvošolke in prvošolci dobili posebno darilo od nas iz mestne občine Kranj. Dobili boste kresničko, tako da boste varno peš hodili v šolo, in pa dobili boste še stekleničke za vodo,
ker veste, da v Kranju pijemo res enkratno čisto super vodo. Tukaj je res super voda, ki nam zbistri možgane, tako da se boste lažje učili. Zdaj, na koncu vam samo to povem, boste videli, šola je res prijetna. Bistvo je pa to, kar boste doživeli, ogromno novih prijateljstv, ogromno novih znanj boste pridobili. Predvsem pa boste ta današnji dan si zapomnili in ga nosili v srcu in v glavi celo življenje. Pa še nekaj vas bo čakalo, to, kar se bomo takoj zdaj lotili, tudi tale park smo pridobili, tako da boste tukaj imeli tudi potem zelo kmalu nova igrala, res lepo urejen park bo, skratka, imeli boste privilegij v Kranju, da boste imeli najlepšo šolo, trenutno. Drugo leto pa spet kakšna druga šola. Tako da, lep šolski dan vam želim staršem, bodite pogumni, tukaj imamo dobre učiteljice, ki bodo skrbeli za vaše otroke, zapomnite si ta dan in uživajte v današnjem dnevu in pa seveda tudi v vseh dnevih, ki nas še čakajo. Srečno Kranj! V južnem delu pritličja je manjša telovadnica z dodatnim prostorom za hrambo opreme, razdelilna kuhinja in manjša knjižnica, severni del pa je namenjen garderobam in sanitarijam za učence in zaposlene. Slednji je nekoliko dvignjen nad osnovni nivo hodnika, zato je tam urejena klančnina za dostop osebam z oviranostmi. Objekt ima tudi dvigalo. Celoten projekt z ureditvijo igrišča je vreden 2,86 milijona evrov, od tega je bilo 1,84 milijona evrov sofinanciranih strani Evropske unije in države. Vsem šolarčkom, pa tudi tistim v vrtcih in srednjih šolah, želimo obilo novih znanj in leto polno srčnih prijateljstev, novih odkritij in veselja.